Torej, še vedno na 29. obletnici Kulturnega centra Pekarna, 29. rojstnem dnevu, 29 let alternative v mestu Maribor. Z nami tokrat Justice Sale. Kolikor sem zasledil od 2020 skupaj, drži. Pa mogoče za začetek, sicer vem, da smo se že pogovarjali, ampak ne vem, če smo takrat to omenili, pa morda še enkrat. Kaj želite povedati za Justice Sale? Justice Sale po slovensko seveda prodaja pravičnosti, ne? Malo komično, malo resno, ampak večina besedil govori o zlobnih vladarjih in zla tega sveta in tudi pozitivne stvari, upanja. V glavnem različne teme, vsak komad ima neko svojo temo in hočemo to glasbeno čim bolj izraziti in s kitarami in z bobnami, z vsemi ostalimi inštrumentami in z vokalom. Trudimo se, da bi nam enkrat uspelo to vse skupaj kvalitetno posneti in to je v bistvu naš cilj, da lahko potem tudi nekaj ustvarimo, kar se bo zabeležilo v zgodovino Maribora. Odlično. Torej, morda lahko kaj več poveste predvsem, da si govoril o albumu, ne? Ja. Lahko kaj več o tem, ekskluzivno za 29. rojstni dan Pekarne? Lahko. Tudi si podajate, pa... Ja. Glavni boš o tem povedal? Ja, bom zaenkrat, bomo nekako vsak, ni problema. Trudimo se, da bi sestavili album. Zaenkrat imamo dosti materiala, ampak še ga delamo, da bo po naši všečnosti in tudi po všečnosti publike. Tako da načrtujemo, da mogoče konec tega leta ali na začetku naslednjega leta, da bomo dokončali ta projekt in da ga bomo kvalitetno nekje posneli. Okay. Recimo, da vas tako v grobem rečeno vas definira ta malo stonerski zvok, ne, predvsem kitare. Je to neka skupna točka oziroma kako ste pravzaprav se odločili, pa kaj vas je navdušilo na stoner roku, da ste rekli, ok, to je to želimo tudi mi preigravati? Ja, to je sicer bila začetna ideja, ampak prihajamo iz različnih okusov glasbe in smo tudi zelo univerzalni, tako da se trudimo nekako ustvariti nekaj novega, nekaj, kar še ni bilo prej. Skratka, nekšno novo zvrst v zvrsti roka ali stoner roka ali progresivnega roka. V bistvu je bolj progresivni rok, stoner rok v tej smeri. Je glasba, ja. Glede na to, da niste še dolgo skupaj, ne? Me pa vseeno zanima, če ste morda na tej vaši glasbeni poti do zdajšnji doživeli kakšno stvar, kakšen problem, že vidim, komu bom podal mikrofon, za katerega si morda niste mislili, da vas bo doletel ali pa vse ne tako hitro. Kar povej. Zgleda kot za naložč neko vprašanje za mene, ker jaz že dlje časa razmišljam, da bi dejansko šla iz benda. Pa so super pubeci, pa vse. Ampak, ne se smejati. Ampak, bobnanje glih ni zdaj moja prva stvar, ki jo tako rada delam. Katera pa je prva? Načeloma bi naj bilo petje, ampak sem to tudi malo zapostavila v teh letih, ja. Ne zaradi njih zdaj, točno, ne. Morda ravno zaradi tega v igri tudi njen vokal? Ne, nikoli ni bil. Ne, pač imamo vokalista, jaz tudi nisem, nimam glih takega glasa, mislim, da za ta žanr. Tako da, ja. No, pa zdaj, če so že pri tebi, kaj pa to bi pripeljalo za bobne? Dejansko njihov prvi bobnar je zginil. Tako pač rabili so
Hitro zamenjavo. Jaz sem bila v tistem času kar up for it, tako me je Matijas vlekel. Tako da, ja, sem se dejansko največ učila bobnati tu na vajah. Tako da, ja. Zvrst pa ti je okej. Ja, seveda. Dobro. No, pa prej si sicer že govoril nekaj o besedilih, ne, ampak vseeno morda še malo podrobneje povrtamo. Glede na to, da ravno zdaj stoner rock, bom rekel, v prvi vrsti ne velja toliko za politično motiviranega, ne. Me zanima, s čim se vse ukvarjate v besedilih, ste tudi družbeno kritični? Lahko ti odgovoriš morda? Mislim, s čim se ukvarjate? Pa dobro, no, ti lahko najboljše odgovoriš? Ja. Ok. No, zdaj, stoner rock je velik pojem, ne. To je, marsikoga odvrstijo v stoner rock, čeprav niso stoner rock. Tako se neko progresivni rock, bi jaz temu bolj rekel, ampak ideja je bila bolj v smeri stoner. In tako, da je bolj razširjeno, ni tako preprosto, kot je stoner rock, ampak ima tudi bolj zgodbo. Celota albuma je povezana, besedila so tudi se nekako... Ja, govori dosti, zdaj besedila ne govorijo o meni, ampak je bolj, ker jaz osebno način, na katerega pišem besedila, je kot en filmski igralec. To se pravi, da pojem zgodbo nekoga drugega in razlagam iz tiste perspektive njegova čustva in njegovi razlogi za, lahko je to za dobro ali slabo, ali zakaj je takšen, kot je. Tako da v bistvu je nekako družbo kritično in govori o socialnih razmerah tudi, ja. In kaj bi ta tvoj lik rekel na trenutne razmere politične, če se osredotočiva recimo na lokalno politiko, na Maribor in na te napovedane reze v kulturi? Gonna shoot you down. Lu bi rekel, I'm gonna shoot you down. Kaj če drugega reči? Pri trenutnih razmerah. Je pa treba glede Vesne, to sem samo čakal, če dobim mikrofon, da je toliko ona napredovala na bobnih pri nas, da je to neverjetno, no, v teh 2 letih pa pol, kar je naredila, v bistvu prej je špilala nekaj, ampak smo s kitarami, z basom, sploh ker imamo 2 kitarje, to je še toliko težje potem bobne nekako skupaj narediti, da tisti udarci pa to štimajo. Life je tak drugo, ne. To je kakorkoli je, ampak svaka čast. Ja, prej napredovala v drugih zadevah na zadovoljala, ne. Kaj naj rečem, to je to pač. Hvala lepa. No in povedz... Glede politike? Ja, torej, zakaj točno bi rekel, I'm gonna shoot you down, zakaj recimo so tej rezi v kulturo problematični in zakaj je problematično to, da nekako vsi želijo pekarno ali zapreti ali jo nekam seliti? Kaj vam recimo pomenijo te prostori tu, ta kultura tu? Mislim, da hočejo vse spremeniti bolj v fancy, da kulturo hočejo nekako odstraniti pa nadomestiti z robotami. Oni so v bistvu tisti, ki radi preganjajo, ker ne spoštujejo razlik ljudi, različnih kultur, različnih ras in hočejo, da bi vsi bili enaki in da ne bi imeli razlik in da bi bili po njihovi sliki. Tak, ja. Kakšna pa recimo vaša filozofija? Nasplošno pa recimo, no, kaj si želite, da si ljudje, ki vas poslušajo, vaši fani, kdorkoli nekdo, ko naključno pride, kaj si želite, da si tej ljudje zapomnijo o vas? Zdaj, glede na besedila, v upanju, da nekdo sam sebe prepozna v tem, da lahko potem tudi spremeni
način življenja, da se prepozna kot ta manipulativna oseba, ki hoče vse kontrolirati in da na podlagi tega, da to spozna, da potem tudi lahko se spremeni. Recimo. Ja. In kaj vam pravzaprav pomeni, da Pekarna praznuje že 29. rojstni dan? Ja, v bistvu to pomeni, da že zelo dolgo obstaja, ne? Da se še vedno drži. Torej se ne da, se ne preda tudi, ne? Kljub temu, da marsikdo hoče uničiti, tudi recimo zmanjševanje sredstev, to je tudi prisotno zadnje čase, ne? Tudi na slabem glasu je, tako da je zelo veliko preprek, ne? In potem je to zelo velik uspeh, da je še vedno po 29 letih, ne? Kar se mene tiče. Si ti želiš gledati? Da, mogoče on. Ne, se strinjam, vsaka čast, pa upam, da še Isto vprašanje sem dal na zadnje. Ja, super, pač dosti igramo tu, no, tako da ne, vredo je, ja. Pa ja, upam, da se... Tako vprašal, ne, ja. Kaj recimo tvoj cilj, kaj si ti osebno predstavljaš, da bi rad z tem bendom, z glasbo dosegel? Ja, čim več koncertov, pa da enkrat posnamemo album, pa kvaliteten album, pa da ga izdamo, pa da je čim boljši odziv, no, nekako. Pa da mogoče celo radio, čeprav nismo glih radio band, no, ampak mogoče po polnoči pa bi lahko bili kine, tako da. Ja. Se pravi, album v fizični obliki, glede na to, da dan danes... Pa, ja, Pa te singli... mogoče tudi, ja, no. O tem še nismo se... To je zdaj moderno, ja, tudi, da, ampak ja. Bi tudi bilo, ja. Mogoče. Bomo videli. Ja. Ja, okej. Ja, jaz osebno, ker sem hotel sam nadaljevati to, kaj je on rekel, glede glasbe. Jaz imam tako malo bolj enostavne cilje glede muzike. V smislu, ne vem, jaz bi rad videl, da je od spredaj 10 čup, pa da imajo vsi več smeti v lasih po koncertu, ker so tako bengali do podna. To je eno od tistih takih malih, recimo nekih ciljev. Je pa potem seveda plata, pa samo še vrh tega, ne. Ja, v bistvu odziv publike je pomemben, pa tudi, da smo mi zadovoljni, ne? Na vse zadnje. Oboje stransko, ne? Odličen zaključek. To so bili Justice Sale na 29. obletnici Kulturnega centra Pekarna. Se vidimo.